Prvo jesensko reprezentančno okno je za nami, Slovenija je spet razvajala nogometne sladokusce, a ti so hitro znova prišli na svoj račun. Zaganja se dogajanje v najboljšem domačem klubskem nogometu in to nikoli ne razočara. Zato pozdravljena nogometna Slovenija. V Ljudskem vrtu bomo videli dvoboj dveh ekip, ki sta v zadnjih sezonah razvili zelo žgoče rivalstvo. Na evropskem prizorišču v tej sezoni. Žal pa je Maribor svojo evropsko dogodivščino to sezono že končal. Iličić in pripravljen Metod Jurhar. Ja, vidimo pa, da je Maribor ima posest kar 63% trenutno, tako da prevladuje na igrišču, vendar pravih priložnosti zaenkrat še ni bilo. Ja, je pa tu zdaj obetav napad, dobro preigrava Božič v sredino, priložnost za Mbino in izid ostaja nespremenjen. Božič pa je že velikokrat dokazal, da je zelo kakovosten igralec in da lahko vedno preseneti. Ja, zdaj dobra podaja vratarja Juga, Iličić. Čaka na pomoč soigralcev, dobro je pritekel iz ozadja Jan Repas. Mbina, 1-0. Krasna akcija Maribora, ki jo je pričel vratar Alžbej Jug z odlično podajo na desno stran. Ja, videli smo vzorec, ki ga Maribor velikokrat ponavlja, namreč nekako pride v to osrčje igre. Iličić sprejme žogo, videli smo utekajočega Repasa, ki je lepo zaposlil v globino Mbino. Mbina pa je pokazal svojo moč, nekako tudi tisto surovo moč, s katero je nekako prevladoval nad branilcem Kopra in seveda dosegel zadetek. Poglejmo še enkrat, res lepa akcija Maribora, tu žoga za Iličića, ki je potem lepo našel Jana Repasa, slednji pa takole za Mbino, ki je bil dovolj močan, ostal na nogah, pa čeprav je bil dobro pokrit in za nameček še premagal vratarja Kopra Metoda Jurharja. Ja, gledamo zelo trdo, izenačeno srečanje, obe moštvi igrata čvrsto obrambo, neko pozicijsko igro, kjer ne pride veliko do rotacije igralnih mest, dokaj predvidljive situacije in tudi zato je srečanje izenačeno. Komaromi in Širvis, torej Mađar in Litovec pri Mariboru. Mbina, toda brani Metod Jurhar, zdaj zahtevajo roko. Dobra podaja Iličića. Pa strel Božiča, 2 proti nič. Lepa akcija vijoličastih, kronjena zadetkom. Veselje Viol v Ljudskem vrtu in zadovoljen je tudi Ante Šimundža. Božič do svojega prvega gola v tej novi sezoni. Ja, v zadnjih trenutkih tekme je Maribor prevladoval na igrišču, si ustvarja priložnosti. Marko Božič pa je seveda kakovosten, vemo, da zna izigrati situacijo, zna zadeti in Maribor je povedal v vodstvu 2-0. Tu je Marko Božič, 26-letni Avstrijec. El Mansuri, takrat povsem osamljen Mansuri v tej akciji, čaka na pomoč soigralcev. El Mansuri! To ni bil slab zaključek, vseeno na koncu premalo natančen Francoz. Ante Šimundža, iskrene čestitke za zmago, sploh prvi v sezoni ste Kopru uspeli zabiti 2 zadetka. Kako ste videli dogajanje na zelenici? Hvala lepa za čestitke. Težka tekma. Dali smo 2 zadetka, toliko koliko je Koper dobil v celem prvenstvu do sedaj, pomeni zelo pomembno, zadržali smo pa tudi 0 od zadaj. Res je, da v sami igri smo lahko mi dosti boljši. Nekaj objektivnih razlogov, neke stvari pa moramo se popraviti, predvsem v tem razmišljanju, kako in kaj smo se dogovorili, ampak ko je takšna ambicija v fazi obrambe, ko je takšna ambicija v fazi napada, potem lažje nekako popravljaš stvari, katere niso bile dobre.
Je morda ta del, s katerim niste najbolj zadovoljni, tisti odziv po drugem zadetku, ko ste povedli z 2-0 je Koper kar naenkrat postal bolj igriv, bolj pogumen? Se strinjam z vami, kar se tiče, da so bili oni bolj pogumni, kar pa se tiče nas, smo bili mi premalo agresivni, zato je Koper lahko prihajal do te igre in to je tista stvar, katero moramo v prihodnosti popraviti. Danes smo videli skoraj da že vse te zadnje prišleke, Luka Krajnc je odigral tekmo od prve minute. Kako ste zadovoljni z njihovim učinkom? Prav dosti časa niso imeli za prilagoditev, verjetno tudi na vaše taktične zamisli. Luka Krajnc je igralec, ki je bil že tukaj, ve na kakšne načine, kako ne bom rekel, da me nalaže, ampak enostavno najhitreje dojema te zadeve, tako je tudi danes bil v nekem segmentu oziroma v nekih segmentih odličen, nekih še vedno lahko napreduje, kar je zelo pomembno, da se želi napredovati. Po drugi strani pa fanti tile, ki so prišli noter, novinci so dali neko širino in v prihodnosti bomo lahko bili dosti bolj raznovrstni kot prej. Prihaja tisti zaostali štajerski derbi, prava poslastica v Celju. Želite še več, še boljši Maribor kot danes ali bo recimo temu takšna predstava nekaj, kar bi vas lahko zadovoljilo tudi v Celju? Če bi zmagali 2-0, ne bi imel nič proti, kar je normalno, ampak moram najprej pogledati, kaj je bilo danes dobro, kaj je bilo danes slabo, se danes poveseliti oziroma biti veseli, ker si fanti to zaslužijo, že zaradi stvari, ki so jih vložili, oziroma že zaradi samega truda, ki so ga dali v tekmo. Po drugi strani pa je pomembno, da se potem v ponedeljek in v torek že pripravimo na Celje. Hvala in srečno. Hvala lepa. Oliver Bogatinov, pred tekmo smo se pogovarjali, dejali ste zelo težko bo, trda tekma, prvič v sezoni ste prejeli 2 zadetka, sploh prvič pravzaprav v ligi, v tej sezoni, na koncu poraz v Ljudskem vrtu. Ja, tako kot v pred tekmo povedala, vedeli smo, da smo soočili z močnim napadom Maribora, ampak vseeno mislim, da malenkost prepoceni, pa s tem ne želim karkoli zmanjševati pomena zmage domačinov, ki je bila zaslužena, igra se za gole, ampak vseeno te male malenkosti so odločale in mogoče je ta pomanjkanje koncentracije ali pa te nedoslednosti v nekih reševanju situacij posledica tudi dela v tem pripravljalnem obdobju, ko vzemajo te reprezentančni pauzi. Tudi pred tekmo ste rekli, da potrebna pa bo nadgradnja v smislu napadalne, te igrivosti, ustvarjanja priložnosti, danes tega ni bilo prav dosti. Res je, ampak po drugi strani pa ja, ko je bilo tekmo že na nek način odločena, smo poskušali neke nove variante, nove načine z 2 napadalci, s 3 zdaj. Tako da poskušamo, iščemo rešitve, da bi bili nevarni. Res je, da smo v tistem drugem delu potem tudi malo zapretili, ampak ne toliko, da bi lahko zadeli. Nam bi ta gol pomenil veliko, mislim pa, da Mariborčanom pa ne toliko ta prejeti zadetek. Ravno po 2-0 je zdelo, da ste postali nekoliko bolj konkretni, nekoliko bolj igrivi v napadu. Je bila zdaj to posledica nekega lova na morda točko ali je to lahko tudi neka dolgotrajna rešitev, kot ste dejali, z 2 oziroma celo s 3 napadalci? Malo smo poskušali, ko se je že tekma, bom rekel, na nek način zlomila, ko je Maribor pridobil to svojo prednost, ki jo je verjetno želel, ali pa tako smo predvideli, zadržati. Malo več rizika v igri z 2 napadalci. Zgledali smo mogoče všečni, ampak tekma se je odločila že mnogo prej. Čez nekaj dni prihaja težka pokalna tekma, na nek način lokalni derbi z Dekani, tam pa je dejstvo, Koper je izrazit favorit in Koper mora iskati napredovanje. Vse ostalo bo kar precejšnja težava. Ja, jaz upam, da bo to lep dogodek za obalni nogomet. Tako da, ja, prav je, imate prav, potrebno je hitro pozabiti, analizirati to tekmo in se osredotočiti že naprej. Čaka nas še veliko tekem v tej sezoni, tako da upam, da bo ta dogodek proti Dekančanom prijeten za vse ljubitelje nogometa na obali. Oliver, najlepša hvala. Hvala tudi vam. Čestitke za zmago, vrnili ste se po več kot 10 letih v vijolični dres, začeli od prve minute, morda niti sami niste pričakovali, na koncu pa tekma za čisto 10, verjetno brez pripomb. Ja, mislim, vedno je lepo se vrniti domov, igrati za barve vijoličnega dresa. Mislim, jaz sem zelo zadovoljen. Mislim, kot ekipa smo naredili res super delo danes in 3 točke so vsaj doma. Koliko vam osebno pa tudi vašim partnerjem v obrambi pomeni, da že prvo tekmo, ko ste spet prišli v ekipo na nek način, ko se še ne poznate tako zelo, takoj ničla?
Pa mislim, odkar sem prišel ta teden, smo se skonektali res super, tako da ni bilo težav glede tega in pol mislim, da se tudi na igrišču videl vse to. Prihajajo težki dnevi, že čez 3 dni, verjetno ena najtežjih tekem v sezoni, štajerski derbi in gostovanje v Celju. Pričakujete podobno trdo tekmo? Ja, mislim, da so vse tekme prve slovenske ligi trde, se je tudi danes videlo proti Kopru, tako da nič, prvo se moramo regenerirati, pa potem razmišljati o Celju. Vrnite v Ljudski vrt in takoj po koncu skandiranje pa aplav za vas, kaj vam to osebno pomeni? Ogromno, mislim, jaz sem z Maribora, tako da mi pomeni ogromno, ampak smo šli na začetku, sezona je dolga, tako da gas. Najlepša hvala. Hvala tudi vam. Maja, prvič v sezoni ste prejeli več kot en gol na ligaški tekmi, poraz v Ljudskem vrtu, vsi skupaj smo nekako pričakovali trdo tekmo, kako je to izgledalo na zelenici? Ja, prvi polčas nekako smo slabo šli, prvi polčas, pol smo prejeli ta nek zadetek, odbila se parkrat nek nesrečen gol, imeli smo dosti priložnosti, pa nam ni šla v gol. Na nek način se je zdelo, da ste, popravite me, če se motim, najbolje zaigrali ravno v obdobju po tistem drugem mariborskem zadetku. Ja, šli smo na vse ali nič, da zabijemo 2 gola, ampak nam ni uspelo. Trener je pred tekmo dejal, obramba zaenkrat deluje super v tej sezoni, težave pa imamo z doseganjem zadetkov, tudi danes v strelskem smislu ničla. Ja, žal nam ne gre, mogli pa bi držati 0 zadaj, tudi če ne damo gor gola, vsaj pika, ampak to je nogomet. Prihaja povsem drugačna tekma, pokalni dvoboj, na nek način lokalni derbi z Dekani, tam je vse jasno, vi ste favoriti, ampak ena tekma, lokalni derbi nikoli niso enostavne takšne tekme. Ja, tekma je že v sredo, bo trda tekma, moramo dvigniti glave, zbrati se in zmagati. Najlepša hvala. Hvala.